Japonci so najbolj natančni avtomobilski inženirji. Objektivno dejstvo je, da je Toyota Land Cruiser eden najbolj vzdržljivih, trpežnih in priljubljenih terencev po celem svetu. Uporabljajo ga v afriških puščavah, na Bližnjem vzhodu, na skalnatih področjih Južne Amerike. Pravzaprav povsod ga najdemo že več kot pol stoletja. Pravzaprav je tako zelo zmogljiv in odličen terenec, da mu je v Sloveniji kar dolg čas. Kar težave imamo, kam ga peljati, da zanj najdemo kakšen pravi izziv. No, ampak ta, po našem mnenju, odličen terenec je imel doslej eno napako. Current system has two issues. It is very noisy at the braking time, and also the vibration. And also as a linearity of the acceleration, for example, the attacking the lock, they stop, they move to the setting speed time like 2 km. So suddenly happened the acceleration. Preizkusimo, zakaj gre. Najprej moramo prestaviti v nevtralno prestavo, potem vklopiti reduktor, potem pa prestavimo nazaj v drive in vklopimo sistem crawl, torej sistem za nekakšno plazenje. Gre za tako imenovan terenski tempomat, ki mu z vrtljivim gumbom prilagajamo hitrost, avto pa potem samodejno dozira plin in pa po potrebi zavira. In to je avto, poglejte, naredil brez kakršne koli težave. Torej vse je potekalo popolnoma nežno. Torej ob tem hitrem terenskem preizkusu Land Cruiserja sem ugotovil, da se dodatne električne pomoči pri terenski vožnji ne občutijo, oziroma vsaj jaz je nisem občutil. Zakaj? Ker gre za blagega hibrida, ki mu pomaga le majhen elektromotor, gre za inteligentni zaganjalnik generator, ampak v resnici ima že 2,8-litrski turbodizelski motor povsem dovolj navora, da lahko avto spleza na kakšno vzpetino, skalo, oziroma da se spoprime z vsemi terenskimi izzivi, ki mu jih pač lahko ponudimo v Sloveniji. In vemo, da so ti zanj pogosto enostavno prelahki. No, kakorkoli, Land Cruiser nas še naprej zlahka pripelje do takšnih čudovitih lokacij. Japonski inženirji pa so dokazali, da so pikolovski in da iščejo tisti zadnji promil izboljšave tehničnih zmogljivosti njihovih avtomobilov. Dali so nam tehnologijo, za katero sploh nismo vedeli, da jo potrebujemo. No, pa če sem čisto natančen, jo potrebujemo. Evropejci jo potrebujemo. Saj veste zakaj.